Toyotine prodajne številke me vedno sezujejo. Evo, sploh nisem v čevljih, ampak v štumfih. No, lansko leto je bila prodaja malo manjša kot leto prej, pa so vsem prodali 10,8 milijona vozil. In zato je v bistvu Toyota že 5. leto zapored največja avtomobilska znamka na svetu. Pravzaprav se je skoraj vsako leto največja, samo vmes je kakšna skupina prehitela. No in to pomeni, da bi vsak Slovenc lahko vsaka dobra 2 meseca kupil novo Toyoto, pa bi potem v enem letu pokupali vse. Ja, tudi vaša 94-letna prababica je všteta v to statistiko in tudi vaš 3 mesece star dojenček. Ja. Po svoje je še bolj fascinantno to, da take prodajne številke Toyota zmore brez izdelave motociklov, pa tovornjakov in skoraj brez izdelave kombijev. Ok, manjše ponujajo pri nas že kar nekaj let, recimo ProAce pa ProAce City. Se spomnim, kako so nekateri ta modeli imenovali včasih ProAce, ko še niso vedeli, kako se pravilno izgovori. No, tale je pa zdaj čist nov. ProAce Max. Markeca. ProAce Max in v bistvu zelo lepo zaokrožuje Toyotino ponudbo kombijev v vseh velikostnih razredih. Ja, imate prav. Tole ni čisto krna Toyota, ampak dostavnik, ki si korenine deli še z nekaterimi drugimi, ampak Toyota ne bi bila Toyota, če ne bi še nekaj dodala. Oziroma ponudila nekaj več. Ta orjak je torej ProAce Max. Na voljo je v 15 različicah, če gledam njihov konfigurator, kar pomeni, da so na voljo različne dolžine, pa različne višine, različne opreme, različno zmogljiv pogonski agregat in seveda tudi različne karoserije, od furgonov do prikucnikov. Mi smo dobili tega na test ravno v času, ko sem se jaz moral vseliti in vam lahko pokažem, koliko noro velik prostora ima takšen kombi. Tale sliši na oznako L3H2, torej sploh ni največji, no pa je tamle zadaj vseeno 13.000 litrov prostora za tovor. 13 kubikov, da bo lažje razumljivo. Jaz sem noter postavil toplotno črpalko, pa pečico, pa pralni stroj, sušilni stroj, pomivalni stroj, stole, ne vem kaj še vse in je šlo brez težav. Ta vrata se odprejo 1,56 m na široko, kar pomeni, da bi vse stvari lahko zapeljal kar z viličarjem noter, no pa ga nisem imel. Se pa zadnja vrata odprejo 270 stopinjsko, to sem pa šele zadnjič naštudiral, zakaj je v bistvu to pomembno, ko smo pa res z viličarjem nekaj nalagali v kombi in ne bi mogli pripeljati čist do praga. Ja, vsak dan se nekaj novega naučimo, a ne? Pri nas je serijska tudi lesena zaščita tal, kar se mi zdi zelo fajn, seveda odvisno od tega, kaj prevažate, ampak tole je v bistvu zelo uporabno. Pa tudi bočni zaščiti priporočam, sicer pa saj vem, da obrtniki veste bolje od mene, kako pomembne so te stvari, da ni potem vse skupaj tako izpraskano polničeno. Pa še tole luč lahko pohvalim, res dobro osvetli celoten keson. Nič, grem testirati naprej, imam res srečo, da se ravno selim, ker sicer ta test ne bi bil tako kompleten, kot bo zdaj lahko. Se vidimo naslednji teden, bom z vami delil vsa spoznanja.